V mandatu Pahorjeve vlade so bile odpravljene naslednje birokratske ovire. Torej, ob vsem trudu, ki sem ga vložil v to, nisem našel niti eno. Celo ministrico sem izval, da ne pove, da ne našteje. Odgovoru je rekla, da so jih odpravili 4 ali 5. Smo še enkrat na spletni strani objavili javno vprašanje, da ne našteje teh 5 poenostavitev in seveda odgovora ni bilo, ker pač ni bilo nobene poenostavitve. Število zaposlenih. Veliko pompa se zganja okrog tega, kako restriktivna je Pahorjeva vlada pri zaposlovanju. In če že mora, torej, če si v kakšni točki vlada zasluži vsaj delno pohvalo, si jo zasluži ministrica za javno pravo, za tisti pogumni nastop na seji vlade, ki pa ni obrodil rezultatov. Kajti očitno za razliko od preteklosti zdaj za to restriktivno politiko ni podpore in tu so številke, ki lepo kažejo. V levi koloni imate, oziroma v levem stolpcu imate številke za civilni del državne uprave, lepo se vidi, prejšnjem mandatu je šlo to število navzdol, zdaj se je začelo povečevati. Torej v času konjunkture v državi smo zmanjševali število zaposlenih, v času recesije se birokracija povečuje. Iste številke, če pogledamo celotno državno upravo. In te številk nismo sami prišli, pač pa jih najdete na spletni strani Ministrstva za javno pravo. Glede plač. Vlada je oziroma koalicija je v koalicijskem sporazumu ostro kritizirala plačni sistem in napovedala njegovo razgradnjo. Plačni sistem, ki so ga tako kritizirali, je ostal popolnoma nespremenjen. Niti v eni točki ni drugačen, struktura plače, način določanja plač, enotnost, ki so jo tako kritizirali, vse je ostalo isto. Samo odprava plačnih nesorazmerij se vzlaga, pa kljub temu opažamo, da javni sektor ni tako nemiren, kot je bil oktobra 2008. Pa čeprav se ni nič spremenilo v korist ali medicinskih sester, ali tajnic v šolah in tako naprej. Ampak nemiri so kar potihnili. Glede sedanjih predlogov in pogajanj vlade sindikati, idejo samo o tem, da je prav, da javni službenci za odpravo plačnih nesorazmerij počakajo na konec krize, v načelu podpiramo, ker so se pač okoliščine od junija 2008, ko smo sklenili kolektivne pogodbe, bistveno spremenile. Takratne napovedi so bile optimistične, zdaj smo v drugačni situaciji. Zato mislim, da morajo sindikati javnega sektorja to razumeti, vendar pričakujemo, da bo vladi uspelo, tako kot je nam vedno, te stvari urediti v socialnem dialogu. Tu se bo šele pokazala pogajalska sposobnost in predvsem nasprotujemo varčevanju na račun stimulativnega dela plače. Uspešna podjetja v času krize dvignejo delež stimulativnega dela in ne zmanjšujejo. In usodna napaka, po mojem, dvig sodniških plač. V času, ko vlada pravi, upokojenci bodo stiskali pas, javni službenci bodo stiskali pas, državljani bodo plačevali višje davke. Država se mora zadolževati, je edini sloj, ki ga je treba prioritetno reševati, sodništvo. To je velika napaka. Napaka tudi zaradi tega, ker to ustvarja nova plačna nesorazmerja, kolektivne pogodbe so bile sklenjene ob predpostavki, da so plače ministrov, županov, poslancev, sodnikov in drugih funkcionarjev takšne, kot je bilo zapisano v zakon. In to se zdaj spreminja in videli boste, sindikati bodo morda potihem na to počakali, tem pa, če jih je kaj vplačati in če so pravi sindikati, bodo gotovo zahtevali svoje. In še to. Pravim, v redu, javni službenci morajo razumeti situacijo, ki je nastala, vendar, preden vlada varčuje pri ljudeh, ne poskuša prevrčevati kje druge. Videli ste, vladna poraba se povečuje, na vsakem koraku še vedno srečujemo celo vrsto potratnih projektov, ni škoda dati 70 000 evrov ali več za to, da se bodo preoblikovali vizitke in kuverte. To grafično podobo smo mi za zelo majhen denar, brez problema uredili, zdaj bo to treba delati na novo. Zakaj? Zato, ker je grafična podoba grda. Zakaj je grda? Zato, ker jo je sprejela prejšnja vlada. In ni škoda denarja, kot sem že rekel, za politične čistke. Torej, ocena na področju javne uprave je neuspešno,
Seveda ima vlada v naslednjih letih še možnost popravnega izpita, to možnost si bomo dali, vendar na koncu mandata bo pa ocena, bo pa naša presoja ustrezno kritična. Kaj predlagamo? Da vlada takoj ukrepa, da začne takoj ponovno odločno čistiti birokratske ovire, da ponudi na internetu nove elektronske storitve, da ne preneha uporabljati, saditi rožce in govoriti o novem načinu kadrovanja, ker jim to res nihče več ne verjame, da začne res zmanjševati število zaposlenih v državni upravi, ne pa o tem samo govoriti, da ne črta vse nesmiselne in potratne projekte v javni upravi iz proračuna in da naj takoj vrne stanje pri sodniških plačah na prejšnje stanje, ker bo sicer prišlo do katastrofe. Hvala lepa.